Parlamentarne volitve 2022. Na listi gibanja Povežimo Slovenijo bosta na volitvah za državni zbor kandidirala tudi magistra Monika Kirbič-Rojs in Modest Motaln. Kandidata sta se predstavila na skupni novinarski konferenci v sredo 30. marca v hotelu Leonardo. Monika Kirbič-Rojs se bo za vstop v parlament potegovala v volilnem okraju Maribor. Jaz sem posebej vesela, da smo se odločili, da ta dogodek danes predstavitev organizirava skupaj. To je redkost zaradi tega, ker pač ostali kandidati očitno med seboj tekmujejo. Midva sva se kar odločila, da se raje povezujemo, tudi z tega vidika, ker smo že v preteklosti odlično sodelovali z vsemi tu prisotnimi in pa tudi, ker si želimo seveda doseči odličen rezultat v okviru gibanja Povežimo Slovenijo. Rada bi se tudi zahvalila najprej vsem tistim, ki ste me podprli pri kandidaturi, obema županoma, potem gospodu Tramšku, direktorju Komunale, Brankotu, direktorju občinske uprave, našemu podžupanu, gospodu Stanislavu Mlakarju in pa vsem ostalim. Tu sta tudi Suzana in pa Maša, ki izjemno pomagata in s njima neizmerno hvaležna. Zdaj, kar sama trenutno počnem, je, da sem državna sekretarka na službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in pa evropsko kohezijsko politiko. Mi smo se pravzaprav, odkar smo zasedli svoje funkcije, to je bilo marca 2020, ukvarjali s precej težko situacijo. Takrat, kot veste, je nastopila covid kriza. Naša služba je odgovorna predvsem za črpanje evropskih sredstev in tako smo že takrat pač v tiste najpomembnejše ukrepe na področju zdravstva, šolstva, gospodarstva prerazporejali ostanke denarja. Potem smo kar dobro leto porabili za to, da smo se kot celotna vlada ukvarjali z pripravo načrta za okrevanje in odpornost. Ta je bil potem v letu 2021 in sicer poleti tudi potrjen. S tem je Slovenija pridobila 2,5 milijarde evrov evropskih sredstev. Sama sem vodila operativno skupino vlade, ki je ta načrt pripravljala. Trenutno pa se ukvarjamo še s pripravo partnerskega sporazuma in pa vseh dokumentov za črpanje sredstev kohezijske politike do leta 2029 in ravno danes smo imeli kar težka pogajanja dopoldne z Evropsko komisijo. V Sloveniji se ta teden mudi celotna misija Evropske komisije, tako da v bistvu od ponedeljka do petka potekajo pogajanja za vsa posamezna področja. Kar si želimo je, da preden se vlada zamenja, dokumente tudi formalno oddamo na Evropsko komisijo, ker to potem pomeni, da lahko tudi konec leta oziroma v začetku leta 2023 začnemo z črpanjem še tega zadnjega paketa sredstev in jaz upam, da nam bo to tudi dejansko uspelo. Zdaj za samo kandidaturo moram reči, da se kar malo bojim politike. Vsi jo poznate, vsi veste, kako je trenutno razklanost, kako je mnenje o politiki. Odločila sem se pa enostavno zaradi tega, ker se mi zdi, da so potrebne spremembe, da morajo k razvoju Slovenije prispevati tudi nove generacije. In pa ne nazadnje, glede na to, da smo 2 leti pisali vse programske podlage, se mi zdi tudi prav, da bi dobili priložnost, da te zadeve potem tudi v praksi skupaj z prijavitelji projektov izvedemo. Zdaj, kar se tiče samega gibanja, v bistvu sem se odločila za kandidaturo na tej listi, zaradi tega, ker mi dejansko ne pristajamo na nobene delitve, teh je preveč, vsi smo siti delitev na leve, desne, jaz tega enostavno več ne morem poslušati in mislim, da bomo pač v okviru tega gibanja iskali dejansko rešitve za vse ljudi in da se bomo posvetili temu, da poslušamo, kaj si želijo ljudje na terenu in pa izvajali neke konkretne projekte. Tako da, kar se mene tiče, pri meni definitivno ideologije ne bo. Modest Motaln kandidira v volilnem okraju Slovenska Bistrica. Zgodba, če smo pred 4 leti gledali bolj, bomo rekli, fokusirano na en cilj, imamo zdaj širši cilj, to je povezati Slovenijo, kar je že Monika seveda povedala, in pa preseči delitve na naše, vaše, pa da ne bom rekel leve in desne.
širša in pa mislim, sredinska pot je edina prava. Zdaj, veliko večina izmed vas me dobro pozna, delo za ljudi je bila vedno moja strast, rad delam na lokalnem nivoju, spoštujem različna mnenja in cenim ljudi. Veliko sem naokoli, vedno se rad vrnem v naše kraje, priti domov, neko varno zavetje, tam, kjer se dobro počutim in lahko uživam življenje. V mojem srcu je gotovo Šmartno na Pohorju, kjer sem začel, v tisti vasi poznam vse, ki tam živijo, tam sem tudi prvič izkusil, kaj pomeni stati za neko idejo, se boriti za njo in tudi zagovarjati. Prvič nisem stal pred občinstvom kot politik, ampak kot amaterski igralec gledališke skupine. To je bila za mene zanimiva izkušnja. Povezati se ljudmi, jih poslušati, pogledati v oči, dobiti idejo, kaj si pravzaprav želijo. No, tu je nastala želja potem, da delam za ljudmi in z ljudmi. Potem je sledilo neko obdobje, kjer sem se zelo spontano odločil, da bom kandidiral za krajevno skupnost, postal predsednik krajevne skupnosti, katero vodim že zdaj 3. mandat na Šmartnem na Pohorju. No, kasneje sem pa dobil priložnost tudi se preizkusiti na širšem lokalnem področju in sem si sam pri sebi rekel, glejmo, res to je tvoja prihodnost, sprejmi. Verjamem, da potrebujemo močno Slovenijo za zaščito našega načina življenja v tem svobodnem oziroma sodobnem svetu. Slovenija po moje ni gotovo, ni samo masa ljudi ali pa številka, gre za raznolikost, za običaje, kulturno ozadje, ne nazadnje, našo zgodovino in to, kar pravzaprav v resnici smo in v kar verjamemo. No, eden mojih glavnih ciljev je narediti most med ljudmi naših krajev v procesu ustvarjanja odločitev v parlamentu v Ljubljani in dati končno Slovenijo nazaj ljudem. Zdaj, jaz sem se odločil za slogan zato, ker me poznate, ciljam na to, da sem z svojim delom v lokalnem okolju, nimam takih referenc kot kolegica Monika Kirbiš-Rojs na širšem državnem, ampak imam pa reference na ožjem lokalnem okolju in tudi iz tega izhajam, zato ker me poznate in ker smo že marsikatero zgodbo na lokalnem nivoju naredili skupaj, s tem bom tudi nagovarjal volivce. Moram reči, da pa glavni razlog, da pa sem se odločil, da seveda kandidiram, je pa tukaj na moji levi strani, to je kolegica Monika Kirbiš-Rojs, s katero smo se skupaj odločila in pravzaprav danes mi dva tukaj udejanjamo to, kar piše na našem gibanju Povežimo Slovenijo. Povezala smo se zelo dosti, skupaj sodelujemo isti ljudje v obeh različnih okrajih. Ne vem, če pri konkurenci to tudi počnejo, s tem se niti ne ukvarjamo. Mi dva se ukvarjamo samo s potjo naprej, ne levo, ne desno, ne kar je bilo za nazaj, ampak samo naprej in to je, mislim, da edina smiselna in pa prava pot. Kandidata sta na novinarski konferenci podprla tudi župan občine Slovenska Bistrica, dr. Ivan Žagar in župan občine Rače-Fram, Branko Ledinek. Parlamentarne volitve 2022.